Ja. Bravo. Golubčka naša. Vidva ste šla čisto z drugačnimi pogledi v ta eksperiment. Ja, jaz sem bil in je trajalo nekaj časa, da ste se uskladili, da ste prišli na isto valovno dolžino. Ful brez pričakovanj, ajde, bom probal, če sem že zbrala strokovnjaki, se pravi, sem jim dejansko pa zanimiva. In na poroki sem bil čisto živčen, jaz sem prosil, sam da ena ženska, da nama kaj ena iz Ljubezne po domači, ki so vse čisto smešne. Jaz kar prosim. Jaz sam Bog prosim, ta ena normalna. Nisem zahteven, sam bod normalna. In kaj je bilo potem, ko si jo zagledal? Šok je bil sem ful vesel, ful ono res, še nas ne vem, imam res ful srečo v lifeu, tako da res, nisem mogel vredke dal stopla in Je pa tako malo ljubezen na prvi pogled? Vsaj vtis? Ja, rečemo, da je bila, dejansko, da je bila, da... Pa pri tebi, Heidi? Nikoli si ne bi mislil, da se lahko nekaj dejansko, naprimer, ne zalupiš na televiziji, kolikor da jaz ne moram biti baby tako izven šova, da mi mora en dejansko prav baby zrihtati, in dejansko so prav zadelo so, to je kaj jackpot, veš. To je... Ponavljati sem ono baksu, ampak dobo sem zdaj res. V bistvu ti si samo dal priložnost eksperimentu. Čisto bil živčen. Ker smo nekako verjeli, da se vidva v nekih normalnih svetovih mogoče ne bi srečala. Ja, tudi če bi se, bi mogoče, ne vem, bi se pogovarjala pa to, pa mogoče bi imel, kakor enkrat ti mi izpostavil, bi nekaj imela in pa bi se to končala. Se pravi, zdaj smo ugotovili, da si se zaljubil na prvi pogled mečken. Kaj pa ti, Heidi? Ko sem prišla na poroki, kakor sem rekla, nisem vedela, ali bom zbežala, ali da ostanem. Ne tako, da je bil grd ali pa nekaj. Ta trema, pa vse. In ko sem videla tako suh, joj, kaj je to, zakaj? In ko sem prišla zraven njega, pa ko smo se malo pogovarjali, pa ko sem videla, da se lahko malo zabavam, veš, z njim. Ko sem rekla, jaz pa ti se bomo samo bijali. In sem vidiš tako glavo. To je bilo ful zanimivo od njega. Bi rekla, da zdaj veš, zakaj smo izbrali Anžeta zate? Ja. Zakaj? Zaradi tega, ker imam močnejši karakter. Da sem jaz malo preveč tako malo groba, a ne? Kako bi to rekla? Ne groba, ne. Rekla bi, da sem bolj tako, kakor bolj en fantek. On pa je bolj kakor punčka. Izvlekel je iz mene, da znam jaz tudi biti malo nežna, da ni to vse nekaj na hiter, da je to. Jaz mislim, da ti je danes že vizualno kar všeč, pa da vidiš, da mišice se da zgraditi, ne? Ja, ne, pa sej mi, ko smo prišli do hotela, ko si on preoblekel na svetlejše stvari, ko sem odprla vrata, opa! Še rekla sem, opa! Ker nije loše, može pročiti. Ti v bistvu že od začetka veš, zakaj smo vaju povezali. Ne, dejansko ne vem. Ko so oba tako luda. A zdaj veš? Luda so, ale jaz sem tak cel life. Všeč ti je, ludasta, pozorna je. Ja. Zelo, moram te pohvaliti, Heidi. Stara pa kar da se bom nasmejala. Botox obstaja. A je tebe čisto strah? Ja, dejansko enih stvari me je strah, da se ne bi nikoli več videla. Da bi se kar premislila tako danes jutri, kao to mene sede, kao. Da bi se premislila, bi bila ono full bad, ker sem se ful poštekala. In mi je tako strah, da bi dobil eno dobil to česa, bi to sprejel, ker sem imel v lifeu še hujše stvari. In skoro bi se ono sprašal, a se bom še kdaj skakšno tako dobro poštekal, kakor sem se s Heidi, ono. A bo še kdaj tako skakšno žensko, da se bom imel tako dobro, ena bom zdig dobil. Mislim se, ena bi zdig dobil, če bi me pustila, ne bi se sam sebi smilil, zdaj bom pa jaz life sam, na mene me noče. Ampak tako, jaz pravim, vsakmu se lahko danes všeč, ampak z malo kakšnemu se dejansko ful povežeš. Jaz ti bom dal za eno težko vprašanje.
Ti sam vprašaj. In sicer, odkot misliš, da Po mojem, da je izvira? bolj težko. Okay. Se bom skušal skoncentrirati za to vprašanje. Odkot misliš, da izvira ta strah in koliko misliš, da je ta strah realen? Zaupanje Hajdi, da te bo prevarala ali mogoče odšla z drugim, zdaj, ko sta skupaj ali pa tudi, ko bosta potem, upam, da naprej par. Ne gre za to, da ima ona priložnosti, ampak gre za to, da je to njena osebna integriteta. Ona ne bo nekaj naredila zato, ker ima rada tebe. Ja, to je Ona res. ne bo nekaj naredila tudi, če bo imela ogromno priložnosti, zato, ker se je ona odločila za tebe. Tukaj gre za tvoje zaupanje njej in Jaz njenim mislim, čustvom. da pač noben nekoga ne prevara takrat, ko je srečen. Pač. Ko je nekaj ne štima, takrat pač človek nekoga pač prevara, da pač mu nekaj manjka. In tako se gradijo dobri odnosi. Se pravi, kadar so stvari slabe, kadar stvari ne funkcionirajo, takrat vidimo, koliko imamo integritete, koliko si lahko zaupamo med sabo, koliko smo sposobni vzdrževati ta odnos. In jaz mislim, da z nekim časom in z neko zrelostjo pride tudi to neko zaupanje, ki ga pač gradimo en z drugim in kjer pač lahko tudi zaupamo Ne, se je ful v zaupam, odnos, pač ki ful ga je gradimo. zaupam. Pač. Vem, da me nam prevarala, mislim, tudi če bo šla ven žurat, pač ni to ona pač take. No. In to je pač ful dobro. Nam se pač ful težko dobiti ta zvesta bejba. Ker tle v Tržiču pač niso glih neki pridne, ne. Ampak ja, V naslednjem tednu bo treba zdržati. težko bo res je. Dobro premisliti. Mata to. Ja. Tako da. Pišite si pisma, kaj smo rekli, snimite si, da bo to ostalo za vajine otroke. A boš ostala? Ne vem. Ne veš, ne veš. Malo tehica. Hvala vama in srečno. Hvala. Hvala tudi vam. Hvala.